Hvaliti se moramo s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, v njem je naše odrešenje, življenje in vstajenje, po njem smo bili rešeni in osvobojeni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni, drage župljanke, dragi župljani in seveda tudi vsi ostali, ki nas spremljate. Danes se spominjamo Jezusove zadnje večerje, ko je postavil sveto Evharistijo. Največji čudež Jezusa Kristusa, da je še danes po 2000 letih zmeraj navzoč med nami pod podobo kruha in vina in nam tako daje moč, zaupanje, vero, da lahko hodimo v življenju s pozitivnostjo naprej. Nam usmišlja naše življenje, Gospod. Obenem pa bomo danes tudi slišali v Evangeliju o Jezusovi ponižnosti, o njegovem služenju bližnjemu, da bi imeli srce odprto za drugega, še posebej danes v teh težkih časih. Zato na začetku maše najprej poglejmo svoja srca in obžalujmo vse tisto, ko nismo bili blizu našim bližnjim in tudi Bogu. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Kaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, obhajamo spomin svete večerje, ko je tvoj ljubljeni sin
preden se je izročil v smrt, zaupal cerkvi novo in trajno daritev in gostijo svoje ljubezni. Daj nam iz tako velike skrivnosti prejemati polnost ljubezni in življenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu in Aaronu v egiptovski deželi: Ta mesec naj vam bo začetek mesecev, naj vam bo prvi med meseci v letu. Govorita vse Izraelovi skupnosti in recita: 10. dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za očetno hišo, po eno jagnje za hišo. Če pa je hiša premajhna za eno jagnje, naj ga vzame skupaj s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi hiši po številu duš. Na jagnje štejte potem, koliko more vsak pojesti. Jagnje pa naj bo neoporečno 1 leto star samec. Lahko ga vzamete izmed ovc ali izmed koz. Hranite ga do 14. dneva tega meseca. Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost proti večerju zakolje, vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in nadurje hiš, katerega bodo jedli. Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju in nekvašeni kruh, z grenkimi zelišči naj ga jedo. Takole ga jejte, imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki, jejte ga naglo, to je Gospodova pasha, njegov mimohod. To noč pojdem skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorejence v egiptovske deželi od človeka do živine in izvršim sodbo nad vsemi egiptovskovimi bogovi. Jaz sem Gospod. Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, katerih bivate, ko zagledam kri, pojdem mimo vas. Pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. Ta dan naj vam bo spomin in praznujte ga kot Gospodov praznik. Iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi. Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi. Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih odrešenja bom dvignil in klical bom ime Gospodovo. Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi. Dragocena je v očeh Gospodovi smrt njegovih zvestih. Tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle, moje vezi si raztrgal. Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi. Zato ti bom daroval zahvalno daritev, klical bom ime Gospodovo. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil predvsem njegovim ljudstvom. Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, bratje in sestre. Jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki je za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kajti kolikokrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjajte Gospodovo smrt, dokler ne pride. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde iz tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judo Iškarjoto, Simonovemu sinu, že položil srce namen, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platnen prt in se z njim opasal.
Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru, tam mu je rekel: Gospod, ti mi boš noge umival? Jezus je odvrnil in mu rekel: Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Peter mu je rekel: Ne boš mi umival nog, nikoli ne. Jezus mu je odgovoril: Če te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel: Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge, pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: Niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in Gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz Gospod in učitelj vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem vam jaz storil. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjega lepega evangelija. Lahko rečemo, da je čudovit odlomek iz evangelija po Janezu. Samo evangelist Janez omenja Jezusovo umivanje nog učencev. Vsi ostali evangelisti napišejo, kako je Jezus postavil zadnjo večerjo. To gesto umivanja nog je Jezus storil prav med zadnjo večerjo, ki jo imel s svojimi učenci. Poglejmo samo, s kakšnimi besedami je Janez začel pripoved. Ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je skazal ljubezen do konca. Jezus učencem pokaže, kako močno jih ljubi. Umivanje nog je v tistem času bilo dejanje gostoljubnosti in sprijetja, delo nejudovskega sužnja do gosta, ki je prišel v hišo. Torej, kdorkoli je bil povabljen v hišo kakšnega Juda, je dobil pač kot dobrodošlico ali sprejetje v hišo, da so mu umili noge. Je pa to tudi gesta umivanja nog, gesta intimnosti žene do moža in tudi spoštovanje sina do očeta. In prav to gostoljubje in sprejemanje, ta intimnost in spoštovanje do nas so značilnosti Gospoda Jezusa Kristusa, tudi v današnjem času. Tu Jezus razodeva, kdo je v resnici. Je tisti, ki nas ljubi do konca, brezpogojno. Jezusova gesta nas tudi spominja v tem tednu smo poslušali, kako je tudi Marija Magdalena, Lazarjeva sestra, Jezusom mazilila noge pred njegovo smrtjo. Ali pa se samo spomnimo, ko je bil povabljen Jezus v eno hišo nekega farizeja, kjer je prišla žena in mu tudi umila noge svojimi solzami. V današnjem primeru Jezus stori dejanje velike ljubezni. In to, da zgodi se, ko pride do Petra, da Peter noče, da bi mu Jezus umil noge. Lahko rečemo, da Peter ne more sprejemati Jezusa kot tistega, ki je močan, ki je šibak, ker kot sem prej rekel, sužnji so bili tisti, ki so umivali noge, ne more sprejeti Jezusa takega. Po drugi strani pa bi lahko to Petrovo nesprejemanje Jezusove ljubezni bilo, da se ni čutil vrednega, dovolj ljubljenega, da bi mu Gospod lahko storil to dejanje. Torej, Peter ne more sprejeti, da bi mu Jezus umil noge. Dejansko ne more sprejeti njegove ljubezni. Ne more sprejeti, da je tako močno ljubljen. Čuti se nevrednega, da bi mu Gospod sam umival noge. Zakaj to? Ker Peter tudi sam sebe doživlja tako, da ni dovolj vreden, sposoben. To ljubezen, da mu Jezus umije noge, bi si moral zaslužiti
z delom, moral bi pokazati, da je nekdo. Je zelo podobno to nam, samo tudi mi, če se spomnimo o naše mladosti, ali pa če je kdo sedaj pred računalnikom, kakšen mlajši. Marsikdaj verjetno smo slišali v svojem življenju besede, to nisi dobro naredil, nisi sposoben, kaj si misliš, kdo si, ali pa iz tebe, lahko celo tako, da iz tebe ne bo nič, ali pa si pogled, na primer, našega soseda, pod narekovaj bi lahko to bilo, on je boljši od tebe. In vse to se nam vsidra v naše srce. In tudi človek danes, ko je že starejši, odreagira s temi besedami, ki so se mu vsedle srce. Ampak s tem ni vsega konec. Ko človek odraste, se lahko bori proti temu, lahko vzame življenje v svoje roke. Mi smo potem sami odgovorni za podobo, ki jo imamo v sebi, in to lahko spremenimo. Se spominjam mojih enih duhovnih vaj, ko sem imel velike dvome, ali me Gospod kliče na pot do duhovništva, in res je bilo kar precej močno. Tako kot sem si mislil, kot da bi hodil po eni vrvi, da bom lahko zdaj padel na eno stran ali pa na drugo stran. In potem v enem trenutku sem pa se začel doživljati, da v bistvu se jaz ne čutim sposobnega, da se čutim vrednega, da nisem dovolj dober, da bi lahko mene Gospod izbral in me poklical na pot duhovništva. Nisem se čutil dovolj dobrega zanj. In takrat je kar padla maska. Po eni strani sem bil vesel tega, po drugi strani sem jokal, ampak se je stanje izboljševalo, sem se očiščeval. V tistem trenutku, v tistem obdobju mi je veliko pomagalo, da sem se spomnil trenutkov, ko me je nekdo od bližnjih ljubil brezpogojno. In to še danes delam. Kadarkoli v odnosu se čutim od drugega, ali pa da mi kdo dejansko reče, to si pa slabo naredil, ali pa to pa res ni vredo, si rečem, no, jaz pa sem že vseeno čudovita oseba, dragocena, vredna ljubezni, čeprav nekaj nisem dobro naredil. Ali pa tudi, če se malo slabše počutim, se spomnim trenutkov, ko mi je kakšna oseba res brezpogojno me objela, mi je rekla kakšno lepo besedo, pa nisem za to čisto nič storil. In to mi pomaga, da se lahko tudi jaz počutim kot čudovita, dragocena oseba. In na tak način, ko čutim ljubezen od bližnjega, lahko čutimo, da smo tudi tako ljubljeni od Boga, kot je danes Jezus pokazal to gesto svojim učencem. Tako tudi se danes nagiba do nas ljubi vsakega za njegovo ljubezen, kot sem že večkrat jaz to omenjam, mislim, da nikoli ni preveč. Za njegovo ljubezen se ne rabimo truditi, ne rabimo ničesar storiti. Gospod nas ljubi takšne, kakršni smo mu vredni. Ako sem torej jaz Gospod in učenik vam umil noge, ste tudi vi dolžni drugemu noge umivati. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil. To pomeni izkazovati ljubezen do konca. Nedolgo nazaj je bil na Dravelskem duhovnem večeru, zdaj že verjetno to ni 5 tednov, sta bila 2 režiserja škofjeloškega pasijona, pater Marjan Kokal je bil, pa Borut Gardner, ki je z nami podelil svoje osebno pričevanje, zato tudi lahko tukaj povem, pa me je zelo nagovorilo. Še danes se spominjam, ko je rekel, da je pred 3 leti pred 3 leti njegova žena zbolela za neozdravljivo boleznijo, za rakom. Bila je v bolnici in v enem trenutku se je zgodilo tako, da je bil pri njej na obisku in da mu je sestra rekla, da lahko skupaj negujeta njegovo ženo, ker je mislil domov k sebi vzeti tik pred smrtjo. In on je podaril, da ko je prišel do nje,
pa sta v bistvu ji vzela zgornje oblačilo, da ni bilo lepo na pogled. In žena ga je v tistem trenutku vprašala, sem ti tudi taka všeč? In on je iskreno rekel, da mu je všeč takšna. In on je potem v mislih imel seveda besede, ki jih je izrekel pri poroki, da jo bo ljubil v zdravju in bolezni, v sreči in nesreči. In to je tale omivanje nog, kot je Jezus učence omil, ta brezpogojna ljubezen, da se razdaja, da ne išče svojega. Ali pa danes veliko zdravnikov, medicinskih sester, bolničarjev po vsem svetu skrbi za zdravje, za tiste, ki so se okužili z virusom in tudi tvegajo svoje življenja. In to je ta ljubezen, ki gre do konca. In prav ljubezen je tista, ki na koncu ostane, kot pravi Pavel Korinčanom, za zdaj ostanejo vero, upanje in ljubezen, to troje, največja pa je ljubezen. Brati in sestre, večje ljubezni nima nišče, kakor je ta, če kdo da življenje za svoje prijatelje, je učil naš odrešenik. Obrnimo se nam in mu zaupno recimo, Gospod hrani nas z nebeškim kruhom. Gospod hrani nas z nebeškim kruhom. Ti, ki si v dvorani zadnje večerje mislil tudi na nas, daj, da zahrepenimo po nebeškem kruhu. Gospod hrani nas z nebeškim kruhom. Ti, ki si sprejemal grešnike in z njimi jedel, nauči nas v vsakem najmanjšem bratu ljubiti tebe. Gospod, hrani nas z nebeškim kruhom. Ti, ki si hodil po Palestini in delil dobrote, omeči nas, da bomo imeli srce za uboge. Gospod, hrani nas z nebeškim kruhom. Ti, ki si naš edini veliki duhovnik, varuj nas, da ne zatajimo svojega duhovništva. Gospod, hrani nas z nebeškim kruhom. Gospod, ki si dejal, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če se boste ljubili med seboj. Naj nocojšnja daritev obrodi v nas bogate sadove medsebojne ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeški rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, brati in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, naj se vredno udeležujemo te skrivnosti. Kadarkoli obhajamo spomin Kristusove daritve, se izvršuje naše odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kot pravi in večni duhovnik je postavil trajno daritev. Sam se je tebi prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, naj v njegov spomin obnavljamo to daritev. Njegovo telo, za nas darovano, je hrana, ki nas krepi. Njegova kri za nas prelita, pa je pijača, ki nas očiščuje grehov.
Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno sklikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, odrešenih sveta, ki si nas svojim križem in stajenjem odrešil. Usmiljen Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glednje jagnje, ki ti je bilo darovano s pravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ono je nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s priblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. In vse, ki so se tvoje milosti ločili z tega sveta, upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni, ljubljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mu izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti svojo dušo. Ker te ne morem sprejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Hvala Jezu za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanemo v tebi. Gospod je govoril, to je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri nove zaveze, to delajte v moj spomin. Še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije. Oče osmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice. Prosite za nas. Še eno oznanilo. Jutri obred Velikega petka je prav tako ob 18. uri. Še prej ob 15. uri pa imamo tudi prenos križevega pota. Pa vam želim danes en lep večer, da bi resnično mogli tudi z mano vred sprejemati ljubezen od drugih, da bi bili svobodni, da bi se čutili vredne, pomembne, dragocene, pa tudi obene, da bi tudi to ljubezen, ki smo prejeli, dali drugim naprej. Molimo. Vsemogočni Bog, na zemlji si krepčamo pri večeri tvojega Sina. Daj, da bomo vso večno uživali nebeško gostijo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.